Dobrodošli. Welcome everybody. Danes imamo nadaljevanje v bistvu dogodkov v okviru slovenskih razvojnih dni. Imamo eno zelo obetavno okroglo mizo o teme, ki je aktualna, je bila aktualna 5 let nazaj, 10 let nazaj, 20 let nazaj, 50 let nazaj. In zato nas zanima, kaj bomo danes pogruntali, zato da bo upanje, da ne bomo isto govorili tudi čez 10, 20, 50 let nazaj. Zahvaljujem vsem, ki ste si vzeli čas, da ste se prišli na to okroglo mizo in v tem predam besedo Živi, ki bo moderirala vse skupaj. Ok, hvala, Max. Še enkrat pozdravljeni še iz moje strani. Mogoče, Max, nisi povedal, kdo si. Max Zimani, direktor Sloge, platforme. To je Združenje nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ki združuje veliko število organizacij, nevladnih organizacij, ki delamo na omenjenih področjih. Dosti delamo tudi na presečišču, seveda z okoljevarstvom. No, današnja okrogla miza z naslovom Prehranska varnost, dovolj hrane za vse, poteka v okviru slovenskih razvojnih dni, ki jih predvsem Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve organizira. Cilj pa je razprava o ključnih izzivih in priložnostih, ki jih današnji časi nudijo tako na lokalni kot globalni ravni. Premikali se bomo iz globalne razsežnosti pa do lokalne razsežnosti problematike prehranske varnosti. Malo več o številkah mogoče kasneje. Bomo pa začeli, mogoče še to, no, okrogla miza bo potekala v slovenščini z izseki v angleškem jeziku. Upam, da to ne bo preveč težav povzročalo. Vsak, ki bo želel postaviti tudi vprašanje, lahko postavi tako v slovenščini kot angleščini, ko bomo imeli prostor za debato. Z mano se bo pogovarjalo kar nekaj zelo zanimivih sogovornikov, ki bojo znali povedati marsikaj, bomo slišali verjetno tudi prvič. Pogovarjali se bomo z gospodom Liamom Waymont, I hope I pronounce it well, izvršni direktor Evropske mreže globalnega učenja, GEEN, Global Education Network Europe, z dr. Žiga Malekom, raziskovalec tako na Mednarodnem inštitutu za uporabno sistemsko analizo na Dunaju in pa Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Gospod Lidijo Lipič-Berlec iz službe Evropske unije za koordinacijo in mednarodne zadeve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in hkrati tudi še koordinatorko Agra Slomax. Bomo videli, če kdo od tukaj pozna, če ne bomo pa povedali kakšno besedo še od tem. Gospod Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, s katerim bomo odpotovali pogledali, kaj se dogaja v Sloveniji. In nenazadnje gospod Mensa Marius, docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ker se ukvarja s področjem mednarodnega prava, ki se dotika tako prehranske varnosti, kot tudi okoljskih izzivov, ki se jim soočamo dandanes. Pred samim pogovorom, preden povabim na svoje sogovornike na oder, pa bomo si pogledali še video nagovor v angleškem jeziku strani direktorja Adre v Zambiji, gospod Kennedy Habasimbi, bo mogoče ponudil tudi kakšno iztočnico. Ki bo ponudil kakšno iztočnico tudi za pogovor z ostalimi člani omizja. Torej, omizje bomo sestavili po nagovoru, da ne bomo kukali nad glave, ampak gledali v obraze, ko bo pravi čas za to. Tako da dajmo si pogledati nagovor. How do you integrate market systems into food security initiatives, and what impact has this had on the sustainability and resilience of local farming communities? This is a demonstration of a market system-based food security system. It's very simple to us what market system is. Market system for us means teaching the farmers the basic agricultural, agronomic growing of crop. It also means taking care of the crop. It also means when the food is out of the field, they can add value, they can process it, put it in packages,
it doesn't end there. They can packaging it for storage, but also packaging it for selling. Food security means they have something which they stored for themselves, but they can also buy. And so that leads to sustainability because they can buy food, but also buy inputs for the next farming season. Not only that, we also incorporate or diversify other farming systems like small livestock, goats, chicken, even cows, so that they have a diversified income as well as food sources. We also have introduced the beekeeping, which is an alternative income source, but also food. You know, the honey is good for health, and we are going to incorporate it in all so that they are able to have money. The honey have the food, but they also have the knowledge, which helps in the sustaining them, and they build their resilience as well as be able to have a secure food security system. What do you think are the key challenges and also opportunities that you have encountered when implementing these food security programs in Zambia? And how do you think, for example, this experience in Zambia, other countries can also learn from? Thank you. I think there are few key challenges which Sub-Sahara, including Zambia and maybe other countries which are agrarian-based face. This is one, the climate change aspect of it. Two, the infrastructure in terms of roads, and the third is the market, as well as the fourth one, knowledge. And so let's start with knowledge. A lot of farmers now need quite some good knowledge to understand on how to grow food and the right crops which meet their nutritional needs as well as income needs. The second aspect, we're talking about the inputs. Okay, unless they have access to improved inputs which give them enough yields, enough good food, and which are also resilient to the kind of situation they are, drought tolerant, then they will not get enough food. And then the third one, we're talking about infrastructure. You see, like the country like Zambia is quite vast, and so the farmer may grow some food somewhere there, but then they need to bulk that, maybe to sell to an off-taker so that they have more money. The key one is the climate change. For instance, here in Zambia, instead of 4 months, we had 2 months of rains, and that has an impact on 90% of the communities who depend on farming using rain fed. And so that challenge itself means they cannot have food, and as we speak, we have been doing food aid in most of the country because over 6 million Zambians out of 20 million have been affected by the food situation, drought situation. And so opportunities which lie there, we need to do more of rain harvesting when it comes. We also need to do a lot of groundwater farming, improve our irrigation systems so that we can tap on the other micro input requirement food systems so that our farmers are able to grow. For instance, even bucket growing, sack growing everywhere so that we have enough food for our people. Hvala za gledanje. Mislim, da smo že v tem kratkem nagovoru dobili kar nekaj istočnic za pogovor, ki ga bomo imeli. Jaz vas vabim, I invite you to the stage, da se prisedete, se mi pridružite na potovanju iz globalne, slovensko-globalne ravni do čisto lokalne. Kar usedite se po želji, ni sedežnega reda. Bova žensko kvoto zastopali na desni. Tako. Torej, še enkrat dobrodošli. Čakajte.
Tako mogoče za začetek, če začnem samo z opombo, do česar bomo prišli tudi kasneje. Mislim, da je že tudi razumevanje določenih konceptov, kar se je pokazalo iz samega videogradiva, je potrebno razmisliti o razumevanju. Naprimer, I'm talking about the different understanding of concepts. Naprimer, ko je bilo omenjeno, da je treba okrepiti market systems, torej tržne sisteme, je pogosto različno razumljeno. Torej, market systems v Zambiji v smislu, ki je bil zdaj omenjen, pomeni podporo uspešnem kmetovanju, medtem ko pri nas to razumemo nevmešavanje institucij in pa prosti trg in konkurenčnost. Tako da mogoče samo kot istočnica in zanimivost, ki smo jo takoj lahko opazili. Pa dajmo kar začeti. Jaz bi začela z gospo Lidijo Lipič-Berlec, zaradi tega, ker je zelo pomembno vedeti, tega tudi jaz prej nisem vedela, da je Slovenija predsedujoča dejansko Evropski sekciji, oziroma boste me popravili kako terminološko, FAO, torej FAO, Svetovne organizacije za prehrano, za evropski del. In zato bi vprašala, če lahko mogoče samo rišete na kratko situacijo, kako stojimo na področju prehranske varnosti v navezavi na lakoto na globalni ravni, če imate kakšne številke, pa vlogo, ki jo ima Slovenija in organizacija kot taka danes. Edino mikrofone bomo potrebovali zaradi tega, ker se prenaša tudi prek spleta. Evo zdaj. Dobro. Tretje gre rada. Ja. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Jaz prihajam iz Ministrstva za kmetijstvo in zadnji 2 leti pokrivam tudi Organizacijo Združenih narodov za hrano in kmetijstvo. To je organizacija, mogoče za tiste, ki še ne veste, oziroma malo zgodovinskih podatkov. To je organizacija, ki je nastala leta, oziroma po drugi svetovni vojni, leta 1945, z namenom odprave lakote v Evropi. Po drugi svetovni vojni je bila v Evropi kar huda lakota, zato so se odločili nekaj na tem narediti. Leta 1951 so to organizacijo prestavili v Evropo, zato ker so ugotovili, da je najlažje, da pomaga tam, kjer je največ težav, in zato ima ta agencija sedež v Rimu. Cilj te agencije je, da v prvi vrsti odpravi lakoto in tako kot je že na začetku uvodoma bilo rečeno, še zmeraj je to aktualna tema, še zmeraj lakote v celoti na svetu nismo odpravili. In stanje prehranske varnosti se v zadnjih letih žal poslabšuje. V zadnjih 5 letih se je stopnja lakote povečala za več kot 120%. Podatki so res presenetljivi, tudi mene, ki pokrivam tako kratek čas in sem šele začela spoznavati te podatke, me preseneča. In ukrepi, ki jih ta organizacija dela, so seveda koristni, ampak zahtevajo neke spremembe dolgoročne. Moramo biti bolj fleksibilni, moramo biti mogoče hitrejši, v teh vseh ukrepih transparentnejši. Tako da pred nami je kar nekaj izzivov kot celotne organizacije, zato da bo kos tem problemom. Največ lakote v zadnjih letih nastaja ravno zaradi podnebnih sprememb, suša, poplave, prerazmnožitve škodljivcev, nove bolezni, vse to zmanjšuje količino pridelka. Po drugi strani je pa konflikti, ki nastajajo, povzročajo ogromne številke. V zadnjem poročilu,
ki sem ga predstavila oziroma povedala, je iz leta 2023 in tam še sploh ni podatkov o Bližnjem vzhodu. Nekaj podatkov o Gazi je, ampak ne pa preveč, ne pa v celoti, tako da poročilo za leto 2024 bo še slabše. Nastajajo pa čedalje novi konflikti, tako da res organizacija mora nekaj spremeniti. Organizacija deluje tako, da deluje regijsko, se pravi Evropska regionalna skupina, Afriška regionalna skupina, Pacifiška in tako naprej. In Slovenija v zadnje pol leta, kot ste omenili, predseduje Evropski regionalni skupini. Ta Evropska regionalna skupina vključuje 49 držav, med njimi so Rusija, Belorusija, Ukrajina, Izrael, Turčija in tako naprej, vse pač ostale države, ki spadajo v to Evropsko centralno-azijsko območje, kar pomeni, da je to predsedovanje kar zahtevno. Usklajevanje stališč, usklajevanje že samo članov odbora je zelo zahtevno. In moram povedati, da dokler je bila samo vojna v Ukrajini, je nekako tudi Evropa bila enotna v stališčih, če govorim o evropskih državah EU. Odkar je vojna na Bližnjem vzhodu, se je mnenje Evrope že razdelilo. In smo že samo EU države razdeljene, kaj šele cela Evropa, kaj šele cel svet. Tako da v zadnjem času opažamo, da je težko sprejeti kakšno resolucijo, težko je sprejeti kakšno gradivo, stališče na nivoju organizacije kot celote. Se mi zdi, da na koncu, če pride do sprejetja nekega dokumenta, je ta preveč blag, zato ker se poskušamo na diplomatski način izogniti vsem močnim besedam. Tako da ja, v bodoče bo potrebno narediti korak naprej, FAO mora postati bolj učinkovita organizacija v smislu, da vseeno cilje, ki si jih je zadal, izboljša. Ja, to verjamem, da je kar velik izziv. Delovanje na mednarodni ravni, delovanje na ne samo globalni ravni, temveč regionalno globalni ravni predstavlja že velik izziv pri koordinaciji. To lahko vidimo konec koncev na vseh nivojih, sploh s temi konflikti v zadnjih letih, ki so bližje nam, rekla, in jih mogoče zaradi tega bolj občutimo in se bolj zavedamo, kakšne vplive imajo lahko. Pa bi mogoče potem iz tega kar nadaljevala k gospodu Mariusu Mensah, ker tudi dela na področju globalnega prava, mogoče ta dela sigurno. Ne bo. Ravno prej je omenjal, da je preko poznavanja globalnega okoljskega prava tudi pripravil, sodeloval pri pripravi priporočil tudi za Zahodno Afriko, za boljše spopadanje, recimo za mogoče hitrejšo uveljavitev globalnih ciljev trajnostnega razvoja. Pa me zanima, katere mogoče so ta priporočila, ki so v okviru poznavanja mednarodnega okoljskega prava bila dana in katera so bila sprejeta in ali že imajo kakšne mogoče pozitivne učinke ali pa na Zahodni Afriki, torej kako se to reflektira. Hvala za vprašanje. Hvala za povabilo, da predstavim svoje mnenje tukaj na okroglo mizo. In prej moram, informirati, da danes, 21. oktobra, je dan človekovih pravic v Afriki. Zakaj? Zato, ker 38 let nazaj, jaz sem 40, potem pa malo prej sem rojen, 38 let nazaj so sprejeli listine afriške človekove pravice in ljudstva v Afriki in to je temeljni kamen, ki omogoča zaščito prave v Afriki. Potem pa ta dan, ko imamo danes, je zelo pomembno, ko govorimo o prava ljudi, naprimer, prava do hrane in tak ne. In če v listini beremo, naprimer, član 16, tam pravi, da ljudje imajo, točno tak ne piše, da imajo pravice do hrane in tak ne, ampak pravi, da imajo
prava do življenja, prava, da se dobro se počutijo, da lahko mislijo, lahko delajo in tako naprej. In države morajo omogočati to, ne, možnost za ljudi. To pomeni, da po interpretacijo lahko govorim, da v Afriki je uradno, da ljudje imajo pravice do hrane. Da, hrana mora biti dovolj za vse in če ni, potem pa države morajo nekaj narediti, da ljudje dobijo te pravice. Ne? In kot je bilo rečeno malo prej, žal, ampak težave, državne udari, vse to zelo slaba negativno se vpliva na države. In če se predstavite en država tam, ki je državni udar, pomeni, da vse ta vlada, ki je bila prej, se umakne, pridejo nove ljudje, potem pa čez 3 mesece spet nova vlada pride, potem pa čez nekaj 6 mesecev, potem pa težko graditi v nestabilnosti. Potem pa to zelo negativno vpliva na pravice ljudi, seveda in na pravice tudi do hrane in potem pa pride revščina, lakote in kaj mi vemo. Glede poročanja v OZN in v druge organi, poročanje nikoli niste spremljajo kaj konkretno, da naprimer država toliko je naredi in super, potem pa lahko počivate. Nikoli, zato ker tudi če gledamo celi trenutni razvoj, ki grejo do 30 let, ne, torej imamo 6-7 let, seveda tudi v Evropi njih ne bomo dobili. Težko je. 17 so, ampak nobene države, ok, mogoče neke severne države, neki si se super dobro delajo, Finska, Norvega in tajne, ok, ampak vse na vse 17 težko dobiti za vse države. Potem pa, če 7 let, bomo prišli verjetno nove ideje, naprimer trenutni razvoj, ali mogoče več, ali manj, ali sploh nove nazvanje, pa vse to, ne. Potem pa vse države in tudi v Afriki vedno delajo za izboljšanje stanje, za izboljšanje situacije, kak imajo tam, ampak politične težave, težave v dostop na finance, na trg, to je tudi zelo pomembno, zato ker dostop na trg je mednarodna, potem pa morajo se skladovati s mednarodne banki in tak, in če imate državne udari, potem pa banki zelo nočejo dati denar, potem pa te vse svezane skupaj in dobimo te težave tu. Torej, poleg samih političnih izzivov, če govorimo o Zahodni Afriki, ekonomske izzive tudi imamo. Ekonomsko-politični izzivi, ampak verjetno se tudi čas podnebnih sprememb ne pomaga ravno pri... To tudi je problema pravzaprav. Saj Afrika je odgovorna manj kot 4% emisija CO2, manj kot 3,9 točno je številka, ne? In niso razmerno dobi posledice od globalne spremembe. Torej, 4% in kaj se dogaja v Afriki na suše, poplave pa vse to in če vidimo naprimer za zadnje 20 let, 6 od 10 držav, ki so imeli težave glede globalne spremembe, so bili v Afriki. Ni te države, ki so, ne bom rekel, da krivi, da je globalne spremembe, ampak te države, ki več uporabijo CO2 in tak, oni te posledice ni dobijo kot Afrika. Potem pa Afrika, ja, 4%, ampak dobi niso razmerno velike posledice. In to moramo nekaj narediti in prej začneti politična stabilizacija, prej potem pa dostop na trgu in potem pa skupaj mednarodno sodelovanje nekaj narediti proti globalne spremembe klimata. Ja, tako je. Mislim, da je čisto komot lahko poimenujemo tudi krivce. Globalno gledano so industrializirane države tiste, ki so povzročile podnebne spremembe. Zdaj vedno bolj prispevajo seveda tudi druge, vendar je jasno, kdo je tisti, ki je zagnal to mašinerijo. Pa tudi na področju mednarodnih pogajanj ni še zagotovljenih res dovolj sredstev za prilagajanje na podnebne spremembe. Še vedno finančni mehanizmi niso dobro urejeni. Torej, političnih izzivov in ekonomskih je več kot dovolj, imamo pa v bistvu poznamo tudi izzive, ki se tičejo kmetijstva na področju v povezavi s podnebnimi spremembami, pa bi mogoče vas, dr. Žiga Malek, poprašala o
tem, kaj pa zdaj? Vemo, kakšni so sicer politični izzivi, vemo pa tudi, kaj so izzivi na področju pridelave hrane, pa tudi nekatere rešitve se nakazujejo, pa mogoče, če lahko štartete iz povedanega na tem. Ja, zdaj, rešitev je veliko. Zelo pogosto se nam prodajajo predvsem tehnološke rešitve in marsikatere so seveda nujne. Tako smo v Evropi, ZDA, na Kitajskem dosegli tako prehransko varnost, kot smo jo, to so gnojila, razni ostali inputi potrebni v kmetijstvu, tudi tehnologije za namakanje, mehanizacija in tako naprej in nedvomno so deli sveta, kjer tega že danes primanjkuje. Torej to potrebujejo, da bodo sploh prišli na neko podobno raven kot pri nas. Vidimo pa zdaj lahko recimo v tem razvitem svetu, kamor mi spadamo, se pravi Evropa, ZDA, da na vkljub vseh teh tehnologij, ki imamo, da to ni dovolj. Če pogledamo, kaj se dogaja zadnja leta v severni Italiji, ene najbolj razvitih kmetijskih regij na svetu, reka Po praktično je presahnila, zmanjšalo so že za 10.000 hektarjev pridelavo riža v Italiji, ki je bila taka evropska žitnica, kar se tiče pridelave riža. Velika Britanija letos ima zgodovinsko rekordno nizko kmetijsko pridelavo, spet govorimo o eni najbolj razvitih kmetijskih držav, to je malo drugačna zgodba zaradi preveč padavin, v nepravem času leta recimo. Tako da vidimo, da zdaj tepe tudi že nas in mogoče lahko Marius to komentira, ampak moje opažanje so, da v državah, ki so že malo bolj zgodovinsko tepena zaradi podnebja v zadnjih nekaj desetletjih, je manj skepticizma, kot ga recimo pri nas, ki šele zdaj to dobivamo. In zdaj se recimo zavedamo, da do določene mere to lahko pokriješ recimo z uvozom iz drugih delov Evrope, ampak samo letos vidimo, kje so vse te orkani in suše bile. Potem imamo vojno v soseščini, od koder je Evropa uvažala nujne inpute v kmetijstvu, recimo gnojila iz Rusije, pa tudi krmo iz Ukrajine, oljne poljščine iz Ukrajine, recimo sončnico, to je kar naenkrat bil nekako prekinjen ta uvoz, tako da vidimo, da kar naenkrat pride več teh izzivov globalnih, potem še ostali izzivi, kot pa so, da narašča prebivalstvo drugje in da države že tako ali tako med sabo tekmujejo, kdo bo dobil kakšne resurse. Zdaj, jaz sem bil 2 tedna nazaj v Avstriji, na zelo zanimivi konferenci, mislim, dolgočasna za vse vas verjetno, ker smo govorili o prostorskih podatkih, pa metodologijah, pa tako naprej. In so nam pokazali to novice, mislim, da 5. septembra, ko je bilo katastrofalno nizke letine v Avstriji zaradi suše, čez 4 dni pa katastrofalno visoke poplave v Avstriji. In vidimo, da je zelo težko govoriti zdaj, kakšen odstotek bo zaradi suš, kakšen odstotek bo zaradi poplav, kakšen odstotek bo zaradi vetra, škodljivcev, požarov, ko vidimo, da praktično se dogaja pogosto vse naenkrat celo na istih območjih. Prej smo rekli poplave v Španiji, suša v Sloveniji, zdaj vidimo, da je pogosto celo na istem. In Evropa, zdaj Evropska unija 38% Evrope pokrivajo kmetijske površine in bolj kot bomo izpostavljeni podnebnim spremembam, kakršnikoli izzivi to že bodo, ali bo je to večja namočenost ali večje temperature, več temperaturnih ekstremov, to pomeni, da večji del tega ozemlja bo izpostavljenega temu, teh 38%. Moramo se pa zavedati, da Evropska unija, ocene so različne, mislim, da je ena izmed regij, morda ravno prva regija, morda pa druga, tako za Kitajsko, ki je najbolj odvisna od površin v tujini, ker uvažamo neko to biotsko kapaciteto, največ uvažamo iz tujine. ZDA ima več površine na voljo, tudi Kanada recimo, isto Avstralija, Evropska unija tega nima in smo zelo odvisni od tujine in kar 58% površin Evropske unije mi porabimo še izven Evropske unije. To je tudi za gozdarstvo, rudarstvo in tako naprej, ampak v največji meri zaradi kmetijstva. To je uvoz kmetijskih izdelkov iz tujine, to niso samo banane, kakao in tako naprej, ampak tudi soja, sončnice, palmovo olje. In so ogromne površine, ki jih mi rabimo drugje in to spet sam pomeni večja izpostavljenost podnebnih spremembah. Tako da mi zdaj samo graditi, če bomo mi zdaj samo rekli, v Prekmurju gradili namakalne sisteme, pa izboljšali kultivarje, pa izboljšali zavarovanje, ne bo dovolj, ker mi smo odvisni od na 10.000 ton uvoza različnih inputov kmetijstva iz ostalih delov sveta, ki so tudi podvrženi podnebnim spremembam. In zdaj smo res, končno bi lahko rekli, vsi v tem zosu, ne pa samo podsaharska Afrika recimo. Ja, to je res, in šele zdaj ugotavljamo, kako smo zares povezani zares in koliko smo zares odvisni drug od drugega in da če ne bomo spodbujali umiritev razmer, blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje na podnebne spremembe na globalni ravni po celem svetu, jih bomo ravno tako čutili, pa če smo še tako egoistični, tudi sami tukaj, kjer smo.
Pa bi mogoče zato šli pogledati, dostikrat se nam zdi, da Slovenija pa le nima tako velikega problema na področju prehranske varnosti. Imamo nek občutek enega kokuna, neke mehkejših posledic na naša življenja, vendar se mi zdi, da še vedno živimo, vsaj večina prebivalstva, v mehurčkih in zares nimamo pogleda na dejanske izzive, ki se dogajajo v domovih ljudi. Pa bi zato morda prosila gospoda Brezovška, da mogoče orišče, kaj pa, ko govorimo o prehranski varnosti v Sloveniji, o čemu govorimo? Hvala za povabilo. Mogoče, ko gledajo sogovorniki, kaj pa Zveza prijateljev mladine Slovenije dela tukaj, ne povem, da Zveza prijateljev mladine Slovenije združuje 110 članic, ki delajo na terenu. Pred 72 leti, ko so nas ustanovili, je bila predvsem glavna tema oziroma cilj naše organizacije aktivno preživljanje prostega časa mladih. Kasneje pa smo postali tudi humanitarna organizacija, se pravi, da pomagamo družinam in nažalost tudi z zbiranjem hrane oziroma deljenjem hrane, prehrambenih artiklov. Naj povem, da že na začetku delovanja naše organizacije so se ustanavljale tako imenovane mlečne kuhinje, kjer so naše prostovoljke, prostovoljci zbirali mleko, da so imeli otroci v šolah, kamor so prihajali malico. Danes je, hvala Bogu, kar se tiče sistemske prehrane otrok v šoli, to urejeno, da imajo vsi toplo malico, da imajo kosila. Tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije se je pridružila pobudi za spremembo zakonodaje, da bi še več otrok bilo deležno tega. Drugače pa, ko govorimo o prehranski varnosti, kot je bilo že prej omenjeno, pravica do hrane je ne samo v splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ampak posebej je omenjena tudi v konvenciji o otrokovih pravicah. Se pravi, da država mora zagotoviti, da imajo otroci dovolj hrane. Pojavlja se pa vprašanje, kako je s kakovostjo te hrane. Prehrambeni artikli, ki jih družine dobijo, obsegajo predvsem hrano z podaljšanim rokom trajanja, to so predvsem moka, olje, riž, testenine, kje pa sama prehranska vrednost ni tako visoka, da bi zadostila razvoju otrok in mladih. Tako da mi predvsem apeliramo na starše in opozarjamo tudi na primerno prehrano za otroke, da imajo dovolj hranil in, bom rekel, predvsem kakovostno hrano. Ko govorimo o preskrbi s hrano v Sloveniji, smo nenazadnje tudi deležni vsega tistega, kar se dogaja, kot smo že slišali, na globalni ravni, saj vse suše, vojne v soseščini, oziroma lahko rečemo zdaj kjerkoli na svetu, kjer se zgodijo, vplivajo tudi pri nas. Bolj lokalno gledano pa opažamo še predvsem to, da kar se tiče samooskrbe, Slovenija nazaduje. Že ko govorimo mlade družine kot prevzemniki kmetije, nažalost ne dosegamo tega, da bi vsaj ostali na istem nivoju, kot smo. In po drugi strani pa tudi znanje, ki ga imajo družine za samooskrbo, z vrtovi, z samooskrbo vsaj tistega dela zelenjave, da bi pridelali sami doma, se soočajo z določenimi izzivi. Prvi izziv je neznanje oziroma, da ljudje ne znajo si pridelati vsaj nekaj kakovostne hrane, ker že če bi solato lahko pridelali doma, bi bilo za, kar se tiče prehranjevanja, veliko bolj kakovostno. Po drugi strani pa ravno te družine so ponavadi ali starši v določenih zdravstvenih težavah, ki pa ravno tako omejujejo. Potem je že tudi razmišljanje, da če bom danes dal toliko denarja za seme, jaz si pa komaj privoščim hrano, ni tega, bom
bom rekel, dolgoročnega načrtovanja oziroma pogleda v prihodnost, kaj to za samo družino pomeni. In pa mogoče bi morali tudi razmisliti, na kakšen način bi spodbudili samooskrbo oziroma da bi te družine lahko oziroma znale uporabiti celotno pridelano hrano, da bi bilo zavržene hrane čez dalje manj. Ja, to je kar nekaj izzivov, torej tudi na lokalni ravni, kjer jih običajno niti ne slišimo, verjetno se niti ne pogovarjamo pogosto o tem, kaj zares je problem pri hrani ranljivih skupin. Malce bom zdaj preklopila v angleščino, samo da potem gremo še na zadnjega sogovornika, s katerim do zdaj še nismo govorili. So we started from the importance of international organizations to deal with the global problem and the crises and challenges they are facing because of the connection and incapability of countries to get together on certain points, especially because of conflicts, but not only. Then we saw the roles and the impacts on the global level and the documents we do have, the Declaration on Human Rights in Africa, for example, probably not many of us knew about this declaration and about today's day of human rights in Africa. The Charter, yeah. So this is something, at least for me, it was something new. We saw how interconnected and dependent we are when talking about food, that we cannot just rely on the countries within our own borders and connected to human rights. That's very important. And then we saw that actually it's important also to have not only enough food, but also quality food and enough knowledge to support the sufficiency regarding food. If we look at this, for example, mentioned were the small-scale farmers, which are usually the basis of all sufficiency when talking about food and the quality as well. So when thinking on long-term, very much needed solutions, what's the role of knowledge and global education within it? Maybe Mr. Liam. Thanks a lot, Zina. Thank you. And first of all, to say it's a real delight to be here. Thank you to Sloga and to the Slovenian Ministry of Foreign Affairs. Great to be back in your beautiful capital. In Jean, we're big fans of Sloga's work, and we were delighted some years ago to finalize the Dublin Declaration on Global Education to 2050, thanks to the work of Patricia and others from Sloga. So we just want to say, first of all, how indebted we are to the work of Sloga, because we think it is the future of global and local change. I work for GEAN, Global Education Network Europe. So we're a network of policymakers, the Ministries of Foreign Affairs and Ministries of Education in most European countries. And we work towards the day when all people in Europe will have access to quality global education. Now that sounds very serious and heavy. So in order to break that, I'm going to just ask you to do something for a moment, if that's okay. Would you just mind standing up for a second? Do you mind? Just for a second. And I can't do this with speaking to the microphone. This might be a photo opportunity for anyone who's taking photos. But just if I could ask you all to reach for the ceiling, and some of you may find that easier than me. Thanks a lot. Thank you. Now, why did I do that? Just to get oxygen to the brain, but also because across Europe in classrooms and youth organizations and community groups, this morning and this afternoon and this evening, there'll be people all around Europe who are engaged in participative education that's about linking local and global issues of justice. And is there a local and global issue of justice more important than hunger and food security? I think not. I'm going to start with a story, if that's okay, and I'll come to good news later. But when I was growing up in Ireland in the 1970s, I went to school and heard about our own famine, the Great Hunger on Gorta Moor. And we were taught in Ireland in secondary school at the time that there were
a number of causes of the famine. First of all, over-reliance on one crop, the potato. Secondly, overpopulation. Thirdly, laissez-faire economics. And finally, the proximate cause was the blight, the famine blight. Now, looking back critically, what that taught us to do was to blame ourselves for the famine. The over-reliance on one crop. If you hear that first as a 16-year-old, you think, God, we were thick. Why did we, surely we could have used fish or rice or something else. Why did we only use the potato? We weren't told that the reason that the Irish used a potato was because they were forced onto the worst of the land, and that was the only crop that would feed a family. We were told overpopulation. Sure, the Irish were shagging more than most. They were essentially procreating too much. And this was God's way of punishing them for procreating too much. That according to the British Parliament. The third reason we were told was laissez-faire economics, right? The UK system of economics said we shouldn't intervene in the market. Where have we heard that before? If we don't, we shouldn't intervene in the market, or it will again be against God's will and against market forces. And finally, the proximate cause, the potato blight, was actually used in speeches in the UK Parliament to say, this is God's way of sorting out the Irish problem of overpopulation. Now, I tell this story personally and not on behalf of Jean, because it was only when I became a teacher in the mid-80s and began to work in global education that I realized that some of the self-blame that had been foisted on us as children, right, was those arguments were still being used to explain away famine in parts of Brazil, to explain away famine in parts of Africa. And I tell this story because I want to ask the question, are we still blaming the victims? Are we still using the excuses of a system, a financial, economic and political system that is deeply unjust? And are we still essentially living with analyses that do not enable us to change things radically towards greater justice? These are questions I ask, and if I hope we have a second round, I might come to more good news and more solutions, if that's okay. Is that all right? That's okay, yes. Thank you. Thank you very much. So maybe if I will first ask if there are any questions, comments on what was said. Maybe you want to ask or comment on each other. Oziroma mogoče je kakšen komentar, vprašanje, če ne bomo šli kar z drugim krogom, mogoče v smer možnih rešitev. Dobro. Potem pa začnemo po vrsti tako, kot smo začeli. Sploh glede na to, da Slovenija ima pogosto v bistvu kar pomembne položaje v mednarodnih institucijah. Recimo zdaj, če pogledamo, smo kar, bi lahko rekli, na pomembnih položajih tako v varnostnem svetu kot v FAO in podobno. Iz tega vidika, kaj bi lahko, ne samo Slovenija, ampak kaj bi se lahko izboljšali, pa kaj bi morali vsaj v teoriji narediti, da bi se to funkcioniranje teh organizacij in pa vpliv bil bolj pozitiven? Se slišimo? Ja. Ja. Jaz mislim, da je take organizacije težko spremeniti čez noč. Pogovori potekajo, ideje se razvijajo, razvoj pa potrebuje nekaj časa, da pride do rezultatov. Zagotovo je potrebno spremeniti neka pravila, da bodo odzivi hitrejši, zato ker se mi zdi, da so take velike organizacije včasih prepočasne. Slovenija je v FAO organizaciji najbolj prepoznana preko čebel, to smo videli tudi v uvodnem delu, tako da kamorkoli, kjerkoli se pojavimo, nas povezujejo s čebelarstvom. In preko čebelarstva se mi zdi, da lahko marsikatera vrata se lahko odprejo, marsikaj lahko dosežemo tudi preko čebel. Čeprav je to ena majhna žival, pa se marsikomu zdi nepomembna, jo lahko povezujemo z marsičem.
Letos smo imeli v Sloveniji na obisku generalnega direktorja FAO kar dvakrat, to se ne zgodi zlepa. Ko sem bila v Bruslju na sestanku evropskih držav, me je kolegica iz Nemčije prav vprašala, kaj ste pa naredili, da ste ga že prvič dobili, ne? Kaj ste naredili, da ste ga dobili že drugič, ker prvič je bil februarja, drugič je bil maja. Se pravi, čebele so pomembne, jih uporabljamo v tako imenovani čebelji diplomaciji in v različnih projektih. Ne samo preko Čebelarske akademije, ampak ministri na vseh sestankih in tako naprej. Tako da ja, jaz upam, da bodo ta prepoznavnost čebelarstva, ki jo imamo, da jo bomo samo še nadgradili. Z direktorjem FAO smo se ob obisku dogovorili, da bo vsako leto potekal čebelji forum, enkrat v Sloveniji, enkrat v drugi državi. In ker je v Afriki res veliko število lačnih ljudi, čeprav po številu sodečih je največ v Aziji, v Aziji jih je okrog 400 milijonov, v Afriki pa 300 milijonov, bo oziroma načrtujemo ta čebelji forum naslednje leto v Etiopiji. Kaj sem še hotela omeniti? Ja, da jo povezujemo tudi čebelarstvo in mir, ne, zanimivo. Imamo en tak slogan Bees and Peace, tako da seveda ne bo mogla Slovenija ravno vplivati na to, da bo, ali pa upajmo, da bo vplivala na to, da bo kakšen konflikt manj, ampak zagotovo je Varnostni svet in FAO, članstvo v svetu FAO pomembno, da si prizadevamo za mir. Zato, ker nažalost je tiste države, ki imajo konflikt trenutno, so tudi zelo podnebno ogrožene. Tako da imajo v bistvu dvojno smolo. Ne samo, da so na konfliktnem območju, imajo še v zadnjih letih res veliko vpliv podnebnih sprememb. Tako da ja, želimo si, da nam bodo čebele pri tem pomagale, da izboljšamo delo. To se pa sliši zelo dobro, vse včasih je treba pa mogoče strategijo in vstopno točko spremeniti, pa vstopiti z nečim tako navidezno majhnim, kot je čebela, ki lahko odpre veliko vrat, po drugi strani je pa čebela tako organizacija samega čebelnjaka, torej življenje v neki skupnosti, sama posamezna ni nič, razen divja čebela. V skupnosti pa lahko marsikaj naredi, poleg tega, da je nujno potrebna, če govorimo o prehranski varnosti za oplojevanje rastlin. Tako da se mi zdi, da je to kar smiselna točka. Pa mogoče gremo naprej, pa gremo z enako mogoče vprašanjem do gospoda Mariusa Mensa, kaj bi bilo potrebno mogoče narediti sploh s fokusom na mogoče Zahodno Afriko. Slišali smo že, da je so problem konflikti, nestalnost vlad, nasilje in seveda podnebne spremembe, vendar se zagotovo kaj da narediti tako na ravni mednarodnega prava, kot tudi na lokalni ravni. Kaj je to, oziroma kaj bi moralo biti narejeno? Hvala za vprašanje. Hvala za vprašanje, ok, dobro, moram samo malo govoriti, ne. Mislim, problemi niso samo v Zahodni Afriki ali celotno v Afriki, ampak mednarodna, ne, vemo, mislim, kaj se dogaja zdaj tudi pri nas, ne, v Evropi, ne, in Bližnjem vzhodu, pa tako da, mislim, tudi v Aziji, ne, tudi tam ni ful stabilno, ne, potem pa, mislim, imamo več spopadov zdaj, ko moramo imeti manj, ampak zdaj pa malo večje, pa več problema med državami in kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje vidijo, da neke, mislim, zmenjenje se prihajajo, ne, vidijo, da neke države dobijo več tehnologijo, pa želijo bolj kontrolirati druge države in to pride do te spopadi in kaj lahko naredimo, ne, da dobimo mir, ki se tako želimo. In če vzamem primer Slovenije, na primer, ne, letos v OZN Slovenija je predlagala, ne, mislim, pomoč ne samo afriške države, ampak vse države, ne, glede dostop do vode. Zato, ker Slovenija je zelo močna v te tehnologije, imamo dostop do vode
v ustavi v Sloveniji, mislim, neke države tudi imajo tudi v Afriki, ne, ampak smo zelo, recimo, iniciatorji te zadeve, ne, in s pomočjo tehnologij, digitalizacije lahko omogočimo dostop do vode več držav na svetu in tudi v Afriki in oni so zelo zainteresirani, potem pa meni zdi, da predlog je, mislim, zelo pameten, zato ker da Slovenija se pokaže, ne, kot recimo lider, ne. Lider ni obvezno, mislim, zelo velike države, ampak lahko biti majhne države, ampak zelo močne kot čebele, ne. O čebeli smo govorili malo prej, čebeli kak so, mislim, majhni so, ampak boljše, da vi njih ne motite, ne. Tako da, mislim, to je že, mislim, super inicijativa, ne, od Slovenije in letos, na primer, ne, če poznate, kaj je Agra Fair, ne, več držav so prišli iz Afrike, tudi veleposlaniki in jaz sem šel s njimi, ne, na Agri in letos so bili več kot nikoli prej, ne, jaz sem že tukaj nekaj 9 let, ne, in sem vprašal, mislim, zakaj, ne, kje je interes, ne, potem pa ljudi vidijo, da Slovenija je ena država, ki lahko tudi pomaga. Seveda so večje države, ki imajo mogoče večje tehnologije in vse to, ne, ampak naše tehnologije tukaj niso slabi in bi tudi pomagali tam doli. In ljudi vidijo, da Slovenija nima politične interese. So države, ki seveda vas lahko pomagajo, ampak zadaj imajo svoje interese. In to je problema, kot sem rekel, ne, da imajo svojo tehnologijo, so zelo močni in več hočejo in potem pa pride do te spopadi, ne, zato ker druge nočejo dati, oni želijo več in potem pa spopadi. To je to, ne. Mogoče ozemlja, želim več ozemlja, potem pa evo spopadi ali ne vem, no. Tako da Slovenija do sedaj noče neke ozemlje v Afriki, ne vem, gospa, ali veste že, če je tak je, ne. Potem pa, mislim, želijo pomagati, ne, podeliti tehnologijo, podeliti znanje in to pride že do izobraževanja, ne. In to, mislim, seveda ni zastojno, ne, mislim, to je biznes, ne, in to je okej, ne, ampak nimajo zaenkrat, ne, mogoče to tudi se spremeni, ampak mislim, niso agresivni in to je dobrodošli in to te države vidijo, zato ker prej se te države, zdaj pa govorimo po Afrike, bistvo, ne pa zahodna, ne, oni so bili bolj povezani s bivši kolonizatorji, ne, bolj so imeli kontakte s njimi, jezikovne kontakte, na primer. Jaz zdaj pa moram govoriti francoski, ne, ni slovenski, ne, veste. Tako da, mislim, lažje je bila za njim sodelovati s te bivše kolonizatorji. In vedno, tehnologija, znanje, pomoči in tak, ne, ampak zdaj so več države, ki lahko tudi isto naredijo, mogoče bolj efektivno in brez politične ideje, ne, v glavi, ne, in potem pa več ljudi prihajajo zdaj v Sloveniji, razumijo, da Slovenija, ne bom rekel čisto neutralna, ampak mislim, je boljše kot neke druge države in sodelovati s Slovenijo seveda je zelo zanimivo in mi, mislim, ki smo iz Afrike, ki živimo in delamo v Sloveniji, mi smo tudi omogočamo to, ne, da pomagamo, da napišemo krasne zadeve, ne, da bomo rekli, ok, smo to naredili, ne, in letos smo naročili več traktorov kot prej, ne, in to seveda to dela za odprave lakote, naprimer, ne, kaj so traktori, zakaj ne pa gnojilo, pa vse to, pa vse te znane. Potem pa, če za enkrat lahko govorim, ne, potem pa sodelovanje, izmenjave tehnologije, znanost, seveda uporaba vesoljska tehnologija, to je tudi zelo pomembno, naprimer, primer rekel, da Slovenija ima ta mislim, te satelit tam neki, že gledajo, kdaj pride, mislim, ta sprememba, če bo, ne vem, zasuha, če bo bolj vode, če bo, mislim, nekaj bo se dogajalo, že imajo informacijo naprej, da lahko se pripravijo, nekako izboljšati življenje ljudi. Potem pa oni so zaenkrat želijo pomagati drugi ljudi, oni želijo podeliti informacijo in te države to želijo in seveda na kakšen način bojo našli, kak plača za te informacije, za te informacije zdaj vemo, da in znanje ni tak zastojno. Potem pa, ja, kaj naredimo, da izogibamo lakote.
sodelovanje, pomagamo druge, mislim, podelimo informacijo, kaj imamo, to je to. Super, hvala, torej od čebele do vesolja imamo sodelovanje. To je Slovenija, ja? Ja. Zanimivo, ker je bilo izpostavljeno tudi spremembe sodelovanja tudi med državami, ki ni več osnovano na zgodovinskih odnosih kolonializma, kar se v bistvu očitno v tem obdobju v zadnjih recimo že 10 letih močno spreminja. In to spoznavajo tako države, ki potrebujejo več sodelovanja, kot tiste, ki si želijo morda malo več sodelovati, pa pri tem še verjetno tudi kakšno koristno. Nobena država ni čist nevtralna, ko se gre za mednarodno sodelovanje. Ampak je pa zelo zanimivo to slišati. Morda, ko smo se dotaknili vode, Slovenija sicer ima veliko znanja, ampak žal tudi, kar se tiče namakanja, naprimer že na nacionalnem nivoju, bi lahko okrepila tudi materialno to svoje znanje, ki ga ima tudi v teoriji. Pa mogoče gremo naprej k doktorju Maleku. Zdaj videli smo, da je očitno zelo pomembno sodelovanje, zelo pomembno vstopanje na mednarodni nivo preko konkretnih tem, kot so recimo čebele, kot je voda, znanja izkoristiti tam, kjer so. Vendar še vedno živimo, kot smo prej ugotovili, med pomezanem svetu, ki je zelo odvisen od poteka podnebnih sprememb. In zdaj prehranski sistem je ravno tisti, ki hkrati pripomore veliko k podnebnim spremembam, po drugi strani pa je najbolj ranljiv sistem, kar se tiče posledic podnebnih sprememb. Pa morda kakšne rešitve, ki se nakazujejo na tem področju nekako kot nekaj, kar se bo uveljavilo, ali pa mogoče za primerjavo tisto, kar bi se moralo uveljaviti, da bi tukaj napredovali. Ja, jaz bi rekel, ja, celotni prehranski sistem. Zdaj, prehranski sistem nekje na globalni ravni 31% izpustov povzroči, to je ocena Organizacije združenih narodov, drugače so ocene med 25 do 35, torej to ni zanemarljivo. Tukaj ne gre samo za kmetijstvo, gre za vse ostale dejavnosti še. Jaz osebno mislim, mogoče to slišim šokantno, da mogoče preveč, ko govorimo o prehrani, govorimo o podnebju in vplivu na podnebje, ampak mene veliko bolj, pač zaradi mojega strokovnega ozadja, pa mojih izkušenj do sedaj, zanimajo toliko bolj ostali izzivi, se pravi vplivi prehranskega sistema, kmetijstva na tla, na vode, na biotsko raznovrstnost. In ravno ta biotska raznovrstnost, to so te vpraševalci, čebele, kaj je gospa omenila, pa zdaj tudi moj sogovornik tukaj. In jaz sem zelo vesel, da ima Slovenija to čebeljo diplomacijo, ampak bi rad videl, da dejansko to ni več te projekti pomagati pri čebeljarjenju, tako so primerni, ampak da se naslovi, kaj je največji krivec za izgubo raznovrstnosti vpraševalcev. To smo videli v Evropi in v ZDA, tudi na Kitajskem v zadnjih desetletjih, ko so se nam zdesetkale tako recimo raznovrstnost kot tudi populacije vpraševalcev in glavni krivec je intenzivno kmetijstvo. In če smo mi že del te regionalne, oziroma vodimo regionalno skupino FAO, bi bilo smiselno to, malo bolj to omenjati, ker mislim, da se ne omenja. Verjetno vsi mislijo, da vpraševalci so kar ogroženi sami od sebe. Posebej je to pomembno zato, ker smo mi kontinent, kjer ima najnižjo biotsko raznovrstnost opraševalcev in so najbolj na udaru in s tem smo bolj slab vzor, recimo kmetjem v Zambiji. Zdaj, kako mi vplivamo na te opraševalce, to so pesticidi, to so izginjanje kulturnih korenin, recimo odstranimo drevo, odstranimo njihov habitat, izsuševanje mokrišč in tako naprej. Torej, to je vse toliko bolj pomembno. Torej, tudi če mi zdaj odkrijemo te skrivnostne alge, za katerih bodo krave podnebno nevtralne, pa smo vsi ekološki kmetje, se pravi nobenih sintetičnih gnojil in tako naprej, bo ta problem odstranjevanja habitatov, uničevanja opraševalcev še zmeraj pomemben. In če mislite, da pretiravam, v ZDA in na Kitajskem, torej predsednik Organizacije združenih narodov za prehrano to ve, morajo že zaposliti delavce, da vprašujejo recimo buče. Včasih imajo samo 4 dni časa, 4 noči za to, potem so to migranti iz Srednje Amerike v ZDA, recimo na Kitajskem, ne vem, kdo to počne, tam je dovolj delovne sile. Zdaj se že razmišljajo, seveda, Silicon Valley je imel takoj rešitev za to, bojo dobesedno drone naredili, majhne, ki bojo opraševali, zdaj kdor ne ve, drone pomeni trod po Sloveniji, tako da to je dobesedno opraševalec. In to je spet neka taka perverzna, napačna tehnološka rešitev, ker se pravi, še zmeraj bomo naprej špricali vse z glifosatom, potem bomo pa neko armado milijon majhnih na baterijo in radijsko vodenih robotkov, da nam bojo opraševali buče, solato, jabolka in tako naprej. Meni se to zdi grozna prihodnost. Čeprav je potreben razvoj v tej smeri, seveda. Tako da je tak premislek mora biti. Zdaj,
čebele so res zelo dober, tak umbrella species, a pa sploh opraševalci, da nazovemo te ostale probleme povezane z našim prehranskim sistemom. Ker tudi, če bomo, kot sem rekel, vse ostalo rešili, če čebel ne bo, kaj potem, donosi padejo, prehranska varnost pade, cena hrane zraste, tako da. In to je ta neprijetna, tiha resnica nekje v ozadju, o katerim zdaj ne govorimo in katere z električnimi avtomobili pa jedrsko elektrarno ne bomo rešili, recimo. Tako, res je. Torej, čebele potrebujejo prostor na zemlji in ne v vesolju. Ne bo nam nič pomagalo, če jih bomo preselili, elektrificirali, ampak potrebujemo prostor tukaj in zdaj, zato da bomo lahko pridelali hrano, ne samo zase, ampak da bomo omogočili tudi biotsko raznovrstnost, ki bo, če govorimo zelo egocentrično, podpora človeški prehrani, če bomo želeli kot vrsta preživeti. Pa mogoče tukaj se lahko potem direktno navežem, majhni prehranski sistemi, majhne kmetije so nekaj, kar je velik izziv tudi v Sloveniji, pa vem, da se v bistvu v Zvezi prijateljev mladine Slovenije lotevate tudi izziva pridelave hrane na manjšem nivoju, na okolju bolj prijaznem nivoju in na ravni manjših kmetij. Na kakšen način se lotevate, kakšne izzive imate in kakšne rešitve vidite na tem področju? Izzive sem že prej omenil, se pravi samooskrba z kakovostno hrano, sploh za te ranljive skupine. Prvo je vsekakor, da mora biti na voljo zemljišča, se pravi, to je že tisti omejitveni dejavnik, čeprav v Sloveniji imamo kar nekaj teh manjših ohišnic, vrtov, ki so primerne za samo obdelavo, ampak mislim, da je predvsem potrebno ozavestiti ljudi oziroma spremeniti mišljenje, da se samo pridelava hrane, samooskrba splača. Ker, tako kot sem že prej povedal, da če družina živi iz rok v usta in pogleda ceno semen, nekako ne razmišlja pozitivno o tem, ampak s primeri dobre prakse se da tudi na tem nivoju oziroma to razmišljanje spremeniti. Predvsem pa želimo, da bi ne samo sami bili mi tisti, ki spodbujamo, ampak da bi se na splošno razmišljanje spremenilo, da bi te ljudje ali dobili določeno spodbudo, ker ravno ta spodbuda je zelo pomembna, da spremeni razmišljanje o tem. Čeprav, bom rekel, kar se tiče spodbujanja drugačnega razmišljanja, tudi z drugimi projekti pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije spodbujamo ljudi, predvsem o razmišljanju o zavrženi hrani. Naprimer, eden od natečajev Evropa v šoli v letu 2020-2021 je bil, kakšen je ne samo v Sloveniji, ampak lahko rečemo po celem svetu problem zavržene hrane. Mi smo ta natečaj poimenovali, če kruhek pade ti na tla, poljubi ga, poberi ga. To je razmišljanje že naših dedov, se pravi rek, ki so ga že naše babice uporabile, in ta odnos do hrane je tisto, kar je zelo pomembno in kjer moramo narediti oziroma ko delamo za otroki in mladino, to so tiste vrednote, ki jih moramo dati, da se potem tudi razmišljanje o hrani, o samooskrbi, o tem, na kakšen način pa lahko sami poskrbimo zase, spremeni. Tukaj nas čaka kar nekaj izzivov in veseli smo, da lahko predstavimo ta naša stališča oziroma da začnemo kot družba, kot ljudje o tem tudi razmišljati, da ne bomo kot tisti drugi rek, ki pravi, ali dati nekomu ribo ali ga naučiti loviti ribe. Mislim, da palico smo za nekoga, ribiško palico smo za nekoga že priskrbeli, zdaj pa na nas, da še jih naučimo, kako jo pa uporabiti. Ja, res je, znanje, ozaveščenost, pravičen konc koncev zeleni prehod, o katerem govorimo na več nivojih, tako mednarodno kot tudi nacionalno, je ključnega pomena. Mi smo rekli včasih med 2 in 7 sekund je bil čas, ko si lahko pobral hrano iz stav in jo dal nazaj otroku. So različne interpretacije, ampak res je, ja. So the interpretations of how long the food can be on the floor are different, from 2 to 7 or 10 seconds, and then you can give it back to your child. I mean, so that's depending on your own perceptions. But we were talking about how to achieve actually a fair
a fair and human rights-based green transition, which is very much needed, and very many organizations are working on it. But it's really tough also, because the need of higher awareness, empowerment, and being able to act, and understanding that actually sufficiency, growing your food, respecting the environment, respecting people globally as a community, actually it's a key to the transition towards a sustainable world. So you said you are going to give some positive examples, or how the need can be, not enforced, how this need can be achieved through global education, I guess. Love to. May I, Robert? Is that working? Yeah. Yes, that's working. So, but before I do, I've just heard some things that are wonderful and inspiring about the bees. I try to grow food myself in my spare time, not very successfully, but the need for a focus on bees is a really hugely long-term project that is inspiring. But other things about the Slovenian engagement with multilateral organizations and international organizations is an inspiration for those of us who also come from other small countries. I have been taught as a child to blow on the food when you drop it on the floor, but never to kiss it. And I think this idea of kissing the food is, maybe that was a mistranslation, I don't know if No, it's the kiss, yeah. I think that's one that we should take away from here and whisper loudly in other fora, because the notion to give reverence to the food is something that perhaps we need to, well, certainly I'm inspired by, so thank you. Yes, I started with a story about how badly we were taught in Ireland and taught in ways that blamed ourselves for the causes of famine. And yet, global education has taught me that by linking local and global dimensions of justice issues, we can engage people in ways that can empower. But sometimes when you listen to the news or you look at social media, you could be forgiven for thinking it's time to give up now because things are so dull and dreary and hope is hard to come by. So I just wanted to share with you some research that we did in Jean with the OECD as part of their 2024 Development Cooperation Report, which was launched quietly during the summer. But if you're interested in the details of the research, it's available on the Jean website. But we looked at public opinion surveying, both Eurobarometer, OECD countries more globally, and we found some surprising good news. First of all, we found that not only has support for international solidarity for the fight against poverty and for a just green transition, not only has it been maintained over the last decade, but it's actually increased, so that support remains higher now than it did 10 years ago for international cooperation for solidarity. It's also, I mean, somewhat heartening that both support for and confidence in the work of international organizations in the fight against poverty and injustice and the fight for equality, it remains very high, and support is highest among the young. So this gives us, you know, some hope for the future. But unfortunately, it's not all good news, because if there is high public support, it's high, but it's wide, and it's not based on strong information and knowledge. So if there's high public support, there's weak public knowledge, and that means that there's the opportunity for misperception and misinformation. And we think this, above all else, is an argument for global education. We need a citizenry that is knowledgeable and engaged in issues of global justice if we are to change the world and to change the political
and economic structures that keep things the way they are. But the other good news is that we have a way forward with that. I mentioned Patricia and Sloga's involvement in the European Declaration on Global Education to 2050, and we are seeing that country after country in Europe and sector after sector are increasingly engaged in global learning. Call it what you will, call it education for sustainable development or human rights education or global citizenship education. But increasingly people who are engaged in this, educators are coming together to develop coherent strategies to ensure that all people in Europe can have access to quality global education in solidarity with peoples globally. And I think I'll leave it there if that's okay. Thank you very much. Torej, ugotovili smo, da ja, ključno pri povezavi lokalno-globalno je tudi ozaveščanje izobraževanja, da ne bomo ostali na relativno široki, vendar niti malo globokem znanju, kar se je izkazalo tudi po javnomnenjskih raziskavah v Sloveniji. Torej, da veliko vemo o globalnih izzivih, veliko vemo o podnebnih spremembah. Mislimo, da smo zelo aktivni na tem področju, ko pa gremo v globino, vidimo, da še vedno je znanja precej malo. Sploh je potrebno biti pozoren pri tem, ko govorimo o ključnem pomenu lokalnega za obvladovanje podnebnih sprememb, obvladovanje svojega vrtička, morda nacionalna država in delovanje, ukrepi, namakanje v Sloveniji, ohranjanje gozda, ne vem, na Finskem, kjerkoli, zemljišča, reke v Zambiji ali karkoli, da pri tem lokalnem vidiku ne pozabimo na ključne globalno povezanost, da ne zapademo potem v različne radikalizme, kot so sovraštvo, ki ponovno lahko povzroči isti cikel. Tako da jaz sem zelo hvaležna vsem sogovornikom in sogovornicam za ta uvid. Lahko smo se sprehodili skozi vse različne ravni, ki so pomembne za prehransko varnost in za varnost, bom rekla, globalno nasplošno, in spoznali tudi nekatere pozitivne primere, ki jih lahko v bistvu okrepimo in nadaljujemo, iz česar bi lahko komot naredili tudi politična priporočila konec koncev. Me pa spet zanima in bom zelo vesela, če bi kdo komentiral ali kaj vprašal iz publike, pa imamo tam eno vprašanje, bi mogoče z mikrofonom, da bo. Hvala lepa. Ana Marija, Društvo šolski ekovrtovi. Ja, mi se trudimo že kar 12-13 let na tem področju, ne? In začeli smo zato, ker jaz osebno sem tako, en del mene je ugotovil, da imamo opravka zelo trdovratno odraslo generacijo, kar se tiče preusmerjanja v bolj trajnostno pridelavo. In smo ugotovili, da mi moramo začeti delati res zelo, zelo mladimi, ne, z otroci. In smo ugotovili potem skozi ta leta, to, kar nam naši mentori poročajo, ne, da se dogajajo potem, če so otroci vključeni v vrtnarjenje, recimo,